Lepo vas pozdravljam na protestnem shodu za vzgojno-izobraževalno delo enako plačilo, ki ga ob današnji splošni stavki v vzgoju in izobraževanju tukaj na Kongresnem trgu v Ljubljani organizira Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture SVIZ. Sem Jelka Velički, predsednica glavnega odbora SVIZ Slovenije, zdaj preimenovanega v glavni stavkovni odbor, ki vodi stavko, in učiteljica. Dobrodošli, vzgojiteljice in vzgojitelji, pomočnice in pomočniki vzgojiteljic in vzgojiteljev, učiteljice in učitelji, svetovalne delavke in delavci, knjižničarke in knjižničarji, ter drugi strokovni in administrativno-tehnični delavci in delavke v vrtcih, osnovnih, glasbenih, srednjih in višjih šolah, dijaških domovih, v šolah in zavodih s prilagojenim programom. Dobrodošli zaposleni na univerzi, profesorice in profesori, asistentke in asistenti, lektorice in lektori, bibliotekarke in bibliotekarji, raziskovalke, raziskovalci in zaposleni v kulturi, ki bodo glede na zadnje dogodke in tudi sicer nespremljive razmere v njihovi dejavnosti morda prav tako vstopili v stavko. Dobrodošli tudi drugi zbrani, ki svojo navzočnostjo na shodu izražate podporo našim prizadevanjem, da bi vlada v vzgoji in izobraževanju priznala ustrezno vrednost in delo zaposlenih na teh področjih tudi primerno, enakovredno plačala. Med nami toplo pozdravljamo tudi gluhe učitelje in njihovo tolmačko ter upokojene članice in člane, ki tudi po upokojitvi se aktivno vključujejo v aktivnosti sindikata. Na shodu, ki bo predvidoma trajal 1:30 minut, se nas je zbralo okoli 20 tisoč, več kot 285 avtobusov, kot 285 avtobusov iz vse Slovenije je pripeljalo stavkajoče na ta protestni shod. In še prihajajo, nekaj tisoč jih je. Po podatkih, ki so nam jih iz zavodov, v katerih je zastopan SVIZ, sporočili danes zjutraj do 9. ure prek spletne aplikacije, stavka na celotni izobraževalni vertikali po vsej Sloveniji več kot 40 tisoč zaposlenih. Tako jasno kažemo svojo odločnost uresničiti stavkovne zahteve, ki smo jih naslovili na vlado. Zahtevamo zvišanje plač izobraževalk in izobraževalcev od vrtca do univerze. Zahtevamo ustrezno vrednotenje razredniškega dela. In zahtevamo regres za letni dopust za leto 2018 v višini 1200 evrov za zaposlene z minimalno ali nižjo plačo. Tukaj ob meni in za menoj so tudi člani in članice, 53 nas je, demokratično izvoljenega najvišjega organa sindikata, ki predstavlja več kot 38 tisoč članic in članov SVIZ v celotni vertikali naše vzgoje in izobraževanja, znanosti in kulturi.
dejavnostih, ki jih zastopajo, so vsi zaposleni kot praktiki. Izjemi sta le glavni tajnik in predsednica sekcije upokojenih članov in članic SVIZ. Glavni odbor med drugim sprejema ali zavrača podpise kolektivnih pogodb, razglaša in vodi stavko, kadar jo članstvo izglasuje. Glede na dozdajšnji nezadovoljiv potek pogajanj z vlado Republike Slovenije o naših stavkovnih zahtevah, so se danes članice in člani glavnega stavkovnega odbora na kratki izredni seji pred shodom odločali o nadaljnih aktivnostih sindikata, če vlada ne bo sprejela naših zahtev. Te nadaljne korake SVIZ-a bo natančneje predstavil glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj v sklepnem delu shoda. Že zdaj pa sporočam, da ne bomo popustili. Vredni smo, da je naše zahtevno odgovorno in pomembno delo tudi primerno plačano. Z nami je tudi kolegica Kristin Blauer, predsednica Evropskega sindikalnega odbora za izobraževanje ETUCE, ki je evropski del izobraževalne internacionale. Predstavlja glas vzgojiteljev, učiteljev in ostalih zaposlenih v izobraževanju na evropski ravni ter zastopa njihove interese v razmerju do Evropske komisije. Organizacijo vodi evropska direktorica Susan Floken, ki pri tem pomaga 6 podpredsednikov in eden izmed njih je tudi naš glavni tajnik Branimir Štrukelj. Torej, toplo pozdravljamo še enkrat toplo pozdravljamo našo kolegico Kristin Blauer. Dobrodošlico izrekam tudi predsednici Zveze svobodnih sindikatov Lidiji Jerkič in nekdanjemu predsedniku Zveze Dušanu Semoliču. Toplo pozdravljam nekdanjega generalnega sekretarja Konfederacije sindikatov javnega sektorja Vladimirja Tkalca. Tukaj je z nami tudi Bojan Hribar, generalni sekretar Konfederacije sindikatov javnega sektorja, katere član je tudi SVIZ. Konfederacija zastopa več kot 80% vseh sindikalno organiziranih javnih uslužbenk in uslužbencev. Med nami so tudi predstavnice in predstavniki Konfederacije sindikatov javnega sektorja, predsednica in generalni sekretar sindikata delavcev v zdravstveni negi Jelka Mlakar in Marjan Meglič. Radivoj Uroševič, predsednik Policijskega sindikata Slovenije. Ob njem so danes tudi članice in člani izvršnega odbora ter drugi članice in člani sindikata. Tukaj na Kongresnem trgu so tudi Zvonko Vukadinovič iz Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Tomaž Virnik, predsednik sindikata delavcev v pravosodju in Tanja Popit, predsednica sindikata javnih uslužbencev. Tudi z njima so nas prišli podpreti številni članice in člani sindikatov
ki jih vodita. Hvala vsem. Pred današnjo splošno stavko v vzgoji in izobraževanju so na SVIZ naslovili pisma podpore in izraze solidarnosti tudi Glosa SNG Nova Gorica, Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze, Pedagoški inštitut, ki je v znak solidarnosti z našo stavko odpovedal vse današnje redne mesečne pogovore. Iz sindikata direktorjev in ravnateljev Sindir nam sporočajo, da nas podpirajo v prizadevanjih, da dosežemo pošteno plačilo za zahtevno in visoko strokovno delo ter povrnemo tudi z ustreznim plačilom izobraževanju in v njem zaposlenim pomen in ogled v družbi. V imenu zaposlenih v gospodarstvu nam izreka vso podporo Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper. Poudarjajo, da smo delavci v izobraževanju, kulturi, policiji, zdravstvu in povsod drugod v državi, vključno z upokojenci in mladimi, ter delavci v zasebnem sektorju, vsi na isti strani, če tudi bi nas vlada rada videla na različnih bregovih in nastrojene ene proti drugim. V ustavni pravici do stavke, ki smo jo bili prisiljeni uporabiti kot skrajno sredstvo, je z nami tudi Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, ki jo vodi kolega Jakob Počivavšek. Prav tako nas podpira Sindikat policistov Slovenije, ki je z drugim policijskim sindikatom v stavki od tega ponedeljka dalje. In tik pred odhodom na shod smo prijeli še podporo Sindikata poklicnih gasilcev. Iz tujine pa so z nami v naših zahtevah krovna Evropska organizacija učiteljskih sindikatov ETUCE, kolegi iz Nizozemske, Danske, Kosova, Romunije, Bolgarije, Francije, Nemčije, Grčije, Bosne in Hercegovine, Italije, Srbije in Litve. Ob koncu uvodnega dela se zahvaljujem mestni občini Ljubljana, ki nas danes sprejema, in njenemu županu Zoranu Jankoviću, ki je naš dogodek podprl, udeleženkam in udeležencem pa zagotovil čaj. Pozdrav! S tem smo zaključili uvodni del in preden nadaljujem z osrednjim, vam moram povedati, da je pogled na vse vas na tem velikem trgu fantastičen. Še enkrat hvala vam. In še informacija, ki mi jo je ravno kar prišepnil glavni tajnik, po Dunajski se nam bodo kmalu pridružili še ostali naši člani in članice, več kot 2000 jih je.
in uvodnih informacijah se pomikamo v osrednji del shoda, v katerem bom množico nagovorila. Predsednica Etuce o položaju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, zavode za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, srednjih šol in dijaških domov ter visokega šolstva in znanosti v Sloveniji, pa bodo spregovorili predsedniki in predsednice sindikalnih konferenc SVIZ. Svoj govor pa bo imel tudi predstavnik mladih učiteljev. O svojih pogledih na pomen in položaj vzgoje in izobraževanja bodo v videoposnetkih spregovorili tudi predstavniki in predstavnice nekaterih slovenskih parlamentarnih strank. Shod pa bo svojim govorom sklenil glavni tajnik SVIZ-a Branimir Štrukelj. Danes sem tukaj tudi v vlogi predsednice sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih. Tako kot mnogi izmed vas sem razočarana in jezna. Razočarana zato, ker sem predolgo verjela in zaupala v enoten plačen sistem. Jezna pa sem zato, ker odločevalci v naši državi odkrito priznavajo, da so se naše plače z leti oddaljile in poglobile od plač zaposlenih v državni upravi in še kje, pa tega nočejo ali pa nimajo poguma, da bi to odpravili. Od oblasti zato zdaj upravičeno pričakujemo, da prizna podcenjenost našega dela, specifičnosti našega poklica in posebne pogoje dela v vzgoji in izobraževanju. Mednje zagotovo sodi razredništvo, ki mu zakonodaja namenja posebno pozornost. In predpisuje natančno določene pristojnosti. Razrednik je strokovni organ javne šole, ki mora opravljati pedagoške, organizacijske in administrativne naloge. Vloga razrednika od učitelja zahteva veliko strokovnega znanja, osebne zavzetosti, časa, napora, strpnosti, prilagajanja. Učitelj razrednik mora sodelovati z učenci, z njihovimi starši, z ostalimi učitelji na šoli, z ravnateljem, svetovalno službo na šoli, strokovnjaki zunaj šole in seveda predvsem mora dobro poznati vse pasti zakonodaje. Učitelji in učiteljice Učitelji in učiteljice, ponosni smo lahko nase, da vse to zmoremo in zato prejmemo sramotno nizko plačilo v vrednosti ene skodelice kave, manj kot 2 evra na mesec. Ob tem ponovno poudarjam, da je naše vzgojno-izobraževalno delo že tako vrednoteno slabše kot drugi primerljivi poklici ob enaki stopnji izobrazbe. Slovenski učitelji in učiteljice smo plačani slabše kot kolegi v državah OECD in EU 22. Smo pripravljeni tako delati še naprej? Prepričana sem, da ne. Ali ima morda vlada tak odnos do nas tudi zato, ker v vzgoji in izobraževanju prevladujemo ženske? Danes nas je tukaj veliko
kar je dokaz, danes nas je tukaj veliko, kar je dokaz, da imamo pogum, moč in voljo za spremembe. Brez strahu se bomo izpostavili še kdaj, če bo potrebno. Z tega mesta zato vladi sporočamo, da nam je dovolj. Spoštujemo svoj poklic in ga opravljamo z vso odgovornostjo. Ne pišemo zakonov, tako kot državni uradniki. Tako so nas vladni pogajalci podučili na našem srečanju. To je res. Res pa je, da svojim strokovnim znanjem, izkušnjami in poštenim delom pomagamo generacijam mladih na poti k odraščanju in zrelosti. In to z upanjem, vse to počnemo tudi z upanjem, da bo kdo od njih, od teh mladih, kdaj v prihodnosti pisal boljše zakone, ki bodo pravični in enaki do vseh in za vse. Hvala. Kot sem že v uvodu napovedala, nam je v Svizu veliko čast, da je na našem protestnem shodu ob splošni stavki tudi kolegica Christine Blauer. Je predsednica Evropske krovne organizacije učiteljskih sindikatov ETUCE. Ta organizacija združuje 11 milijonov članic in članic v 132 učiteljskih sindikatih v 50 evropskih državah. Christine Blauer je ob številnih obveznostih, ki jih opravlja kot predsednica ETUCE, prepoznala resnost in pomembnost dogajanja v Sloveniji in je danes tukaj z nami. Christine, please. Dobry dan. Colleagues, comrades and friends, I am so pleased to be here today with you in Ljubljana amongst members of ETUCE and your allies at this magnificent rally and demonstration. Better to be here in Ljubljana than in Dubai. Before I bring you greetings from ETUCE, I first bring a gift from my own union. It says fair pay for teachers. This was our campaign t-shirt, and we won. I give it to Branimir because I'm sure that you will win. So, I am here, as you have heard from your president, as president of ETUCE, the European Region of Education International. I am here to stand with your General Secretary, Branimir Štrukelj, who is himself a Vice President of ETUCE and a very powerful voice for education here in Slovenia, but also globally.
from ETUCE. This is an organization of 132 unions across 50 countries. Together, we are 11 million members strong, proclaiming the message that education is a human and civil right and a public good. I know from my good friend and comrade Branimir that the education sector in Slovenia is amongst the best in the world. A great achievement. A great achievement for any country, but not one of which your government is proud enough. If it were, it would want to fund education properly. 7.5% of public funds from the budget is not enough, and way below it's way below the 11.2% in OECD countries. Yes, education has a cost, but that cost is the investment in a nation's children, in a nation's future. It is vital investment. Education is the foundation profession. Without teachers, beginning in the kindergarten and taking young people through to university and the world of work, there can be no nurses, no doctors, no lawyers, no administrators, no engineers. There cannot be all the professions and workers on which a country depends and through whose efforts it thrives. Over the years, you, the teachers, have shown your worth to Slovenia through the internationally recognized results you have achieved with the young people whom you teach. But now you are being made to pay the price years on from a global financial crisis caused in boardrooms by bankers, not in classrooms by teachers. Comrades, the reckless behaviour of bankers has led to the politics and policies of austerity. But such policies are not inevitable. They are a choice that politicians make, and they are the wrong choice. I know that your leadership, the leadership of your union, has been in negotiations, and this action here today comes as a result of the intransigence of those in power. This government must surely know that the level of teachers' salaries is a huge problem here in Slovenia. No country can expect a first-rate education system with third-rate pay for teachers. Your demands in this struggle are fair and just, that the government should pay teachers as it pays others in public service. You demand equality and equity, and you are right to do so. This demonstration here today
I'm sure the biggest gathering of teachers in Slovenia that recent history must have seen demonstrates your resolve to defend the education service of Slovenia by demanding what is right. Pay for teachers that matches the pay of health workers and administrators. Any government 5 months ahead of elections would do well to listen to the voices of teachers raised in a just cause. Colleagues and comrades, be assured that the strength and support of ETUCE is with you in this struggle. This is a struggle which, for your sake, the teachers who deserve fair pay, but also for the future of your young people and ultimately of your nation, you must win. You have the arguments, you clearly have the determination to win. Colleagues and comrades, ETUCE will stand with you as you continue the struggle. The old slogan of the trade union movement is entirely right. United we stand, divided we fall. ETUCE stands with you all. Determination to win, solidarity. Christine, thank you very much for your speech. Naj na kratko povzamem vsebino njenega govora. Predsednica ETUCE-ja, kolegica Christine Blauer, nam sporoča, da je vesela in ponosna, da je lahko danes z nami in del tega velikega protestnega shoda. Dobro pozna naš vzgojno-izobraževalni sistem in ve, da je slovensko šolstvo eno najboljših na svetu. To je izjemen dosežek za katerokoli državo izpostavlja in vsakdo bi bil ponosen na to. Naša država pa v vzgoji in izobraževanju namenja premalo sredstev. Zgolj 7,5% javnih sredstev v skupnih odhodkih iz proračuna je občutno manj od 11,2%, kot je povprečje v državah OECD. Christine pravi, da izobraževanje res predstavlja strošek, a je ta strošek investicija v naše otroke in v prihodnost naše družbe. Ve tudi, da se SVIZ že nekaj mesecev trudi pogajati z vlado. Prepričana je, da se slednja zagotovo zaveda, da predstavlja raven vzgojiteljskih in učiteljskih plač v Sloveniji veliko težavo. Poudarja, da nobena država ne more pričakovati prvorazrednega izobraževalnega sistema ob izobraževalkah in izobraževalcih, ki jih obravnava in plačuje kot tretjerazredne. Pravi, da današnje demonstracije, največje v vzgoji in izobraževanju v zgodovini Slovenije, dokazujejo našo odločnost, da zaščitimo slovenski izobraževalni sistem tako, da zahtevamo, da smo plačani in obravnavani enako vredno in primerljivo kot zdravniki ali državni uradniki. ETUCE nam izreka vso podporo in Christine Blauer je prepričana v našo zmago v boju za pošteno plačilo, ki je tudi boj za prihodnost naših otrok in ne nazadnje tudi družbe. In naj citiram še njeno sklepno misel, znani slogan sindikalnega gibanja. Le skupaj nam bo uspelo, združeni smo močnejši in ETUCE je z nami.
predajam mikrofon predsedniku sindikalne konference srednjih, višjih in dijaških domov SVIZ, Jožetu Brezavščku, učitelju športne vzgoje na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica. Jože, izvoli. Super. Lepo pozdravljeni vsi stavkajoči. V 112 srednjih šolah danes poteka stavka in vsi zaposleni stavkajo. Samo v 2 srednjih šolah v Sloveniji ne stavkajo. To samo v opomin, ker je včeraj bilo rečeno pri dnevniku na RTV Slovenija, da polovica srednjih šol dela. To ni res. 94% jih stavka. V dijaških domovih bo danes poskrbljeno za varstvo mladostnikov. Ne bojo prepuščeni samim sebi. V srednješolskih programih mlade izobražujemo za 400 poklicev, ki jih ta družba potrebuje. Obiskovanje srednjih šol sicer ni obvezno in so dijaki pogosto zaradi tega slabše motivirani za učenje, ampak zaradi tega je delo izobraževalk in izobraževalcev v teh programih še zahtevnejše. Delamo z nadarjenimi, z dijaki s posebnimi potrebami, z mladimi iz socialno ogroženih skupin, z dijaki s pogodbami, z migranti, s športniki, povezujemo se z gospodarstvom in delamo dobro. Rezultati našega kakovostnega dela se odražajo tudi skozi rezultate naših srednješolcev pri uglednih mednarodnih raziskavah znanja. V zadnjem ciklu raziskave TIMSS so bili naši gimnazijci v fiziki celo najboljši izmed vseh sodelujočih držav. Žal pa znajo odlično izobraženost naših mladih bolje ceniti tuji kot domači delodajalci. Ko učitelj, razrednik ali svetovalni delavec pomaga mladostniku razrešiti njegove težave, nemalokrat reši življenje. Sprašujem vas, ali smo družbeno odgovorni? Ne pozabimo, da vzgajamo cvet mladih športnikov, ki se manifestira v ponosu slovenskega vrhunskega športa, med drugim tudi v Pjongčangu. 9 srednjih šol je od Olimpijskega komiteja Slovenije prejelo certifikat Športnikom prijazna šola, ki dijakom omogoča izvajanje dvojne kariere. Odličnih rezultatov našega kakovostnega dela v srednjih šolah žal država ne ceni dovolj. V zadnjih letih smo bili deležni največjih finančnih rezov. Nekatere srednje šole so se ob tem zaradi demografskih sprememb znašle na konkurenčnem trgu in bijejo vsakoletni boj za obstanek. Ja, zaposleni v srednjih šolah tudi izgubljajo zaposlitve. V zadnjih 8 letih žal rušimo mit o varnih zaposlitvah v šolstvu. Dejstvo, da prejme učitelj začetnik po 18 letih izobraževanja
le 920 evrov plače nikakor ne pripomore k temu, da bi se za učiteljski poklic odločali najboljši dijaki in dijakinje. Tudi zato imamo v Sloveniji zgolj še 4% mladih učiteljic in učiteljev, na kar nas posebej opozarja OECD, Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj. Skratka, smo enotni in zahtevamo višje plače izobraževalk in izobraževalcev na vseh ravneh šolskega sistema. Zahtevamo ustrezno vrednotenje dela razrednikov. In zahtevamo višji regres za delavce v vzgoji in izobraževanju z najnižjimi plačami. Od svojih zahtev ne odstopamo in če bo potrebno, se bomo prav kmalu zbrali v še večjem številu. Jože, hvala. Svoj delček v mozaik stanja v slovenskih srednjih šolah dodaja še naš član Rok Lipnik, učitelj matematike na gimnaziji Celje Center. Rok, izvoli. Dobar dan, pozdravljeni. Kaj počnemo danes tukaj? Mislim, da nam je vsem jasno, ne? Borimo se zase. Že v svojem govoru lanskega oktobra na Svetovni dan učiteljev sem povedal, da dosti stvari naredimo, ker so v korist učencev, dijakov, šole, družbe in tako naprej. Zase pa pozabimo, a ne? Konec, dovolj nam je. Stopili smo skupaj, to je to. Postali smo nočna mora vsake vlade, vseh ministrov. Delavci v vzgoji in izobraževanju redko kdaj stopimo skupaj, ampak ko pade kaplja čez rob, to naredimo in pokažemo svojo voljo in svojo odločnost. Kot pedagoški delavci smo navajeni poskrbeti za najmlajše, za otroke v vrtcu, za dijake, za učence in ravno zato smo tudi solidarni in smo dovzetni za težave, dovzetni za vse, kar se dogaja okrog nas. Ravno zato smo stopili skupaj tudi, ko je bilo treba za plačno skupino J in dosegli svoje. Zdaj bomo poskrbeli Zdaj se zavzemamo še za to, da se tistim najslabše plačanim izplača povečan regres. To je solidarnost. Kako pa se v vsem tem počutimo mladi učitelji? Skoraj si ne upam uporabiti množine. Vse ste prej slišali, ne? Kako je s tem našim številom. Učiteljski poklic ni ravno privlačen za mlade. Slišali ste, s kakšno plačo se prične po koliko letih izobraževanja in po strokovnem izpitu in po vsem, kar moramo opraviti. Treba je poskrbeti,
da bo naše delo cenjeno, spoštovano in bo tako tudi učiteljski poklic postal privlačen za mlade. Mladi niti priložnosti ne dobijo, se niti ni možnosti, da bi se zaposlili. Tu in tam kakšno nadomeščanje porodniške, to je to. Kako naj potem poskrbijo zase, za družino, ni možnosti. Kaj pa moj pogled, moj začetek? Kot učitelj začetnik sem padel v spiralo varčevalnih ukrepov. Znižan regres, znižana plača. Pa smo zaradi tega res delali kaj manj, bili manj uspešni, imeli manj ocenjevanj, testov, mature, sestankov, tekmovanj, izobraževanj. Mislim, da je odgovor enoznačen, jasen, ne. Tudi jaz ne morem mimo razredništva, res je. Sem razrednik, z veseljem opravljam to odgovorno in zahtevno delo, a vsak mesec, ko pogledam na plačilno listo, se sprašujem, zakaj? Sam imam privilegij, da imam velik oddelek, več kot 26 otrok, to pomeni, da imam povečan dodatek za razredništvo. €75 v mesecu decembru. Pa še pol pedagoške ure, ne? To pa ne smemo pozabiti. V tem času pa res lahko opravim vso delo, ki ga imam. Slišali ste, kaj vse so naše obveznosti, ne? Pol pedagoške ure na teden, res je. Vprašajmo vse zaposlene v gospodarstvu, kaj so pripravljeni za €1,75 neto na mesec početi. Kaj? Predstavljam si samo dva možna odziva. Ali gromek smeh, ki se ne konča do večera, ali pa začuden pogled, če je to šala, skrita kamera ali kaj podobnega. Skrajni čas je, da delo razrednika pošteno ovrednotimo. Predstavniki oblasti, zaznavam, da ste mnenja, da delamo premalo in da ne delamo dovolj dobro. Vabim vas, pridite z nami v razred in si ustvarite jasno sliko, kako in kaj je s tem. Dovolj dolgo smo bili potrpežljivi in čakali. Pričakujem, da nas je oblast danes slišala, nas bo vzela resno in naše zahteve vzela resno, ter naše odgovorno in zahtevno delo pošteno plačala. Rok, hvala. Da nadaljujemo. Sredi letošnjega januarja smo na predsednice in predsednike poslanskih skupin naslovili poziv, naj se pred splošno stavko v vzgoji in izobraževanju opredelijo do zahtev 37.186 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki so se izrekli za stavko. To je do naših zahtev. To smo storili z namenom, ker smo prepričani, da je zelo pomembno, da politične stranke, ki zbirajo glasove volivcev, povedo, kakšno je njihovo stališče do vzgoje in izobraževanja. Video opredelitve smo prejeli od stranke Desus
Levice, Socialnih demokratov, Stranke Alenke Bratušek in Stranke Modernega centra. Poslali pa nam jih niso iz Slovenske demokratske stranke in iz stranke Nova Slovenija krščanski demokrati. Vabim vas k ogledu videoposnetkov, ki jih bomo v nadaljevanju predvajali na zaslonih v abecednem vrstnem redu, kot so poimenovane parlamentarne stranke. Prisluhnimo torej, kaj nam sporočajo iz Demokratične stranke upokojencev Slovenije Desus, v imenu le-te govori Primož Hajnc. Slovenska javna šola je dobra šola in to je osnovno izhodišče v stranke Desus. Za javno šolo, torej za dobro šolo pa je pomembno, da ima dobrega in uglednega učitelja in to se mora seveda skazati ne samo na strokovnem področju, ampak tudi na finančnem, materialnem področju. Zato se Desus seveda zavzema za popravo krivic tudi na tem področju, kot se zavzema za popravo krivic pri upokojencih, pri medicinskih sestrah. Tudi učitelji morajo imeti primerljivo svojo izobrazbo, primerljivo plačo glede na ostale poklice v Republiki Sloveniji in enako se Desus zavzema seveda tudi za dvig minimalne plače. Mi smo podprli 700 evrov predlog Levice, tu seveda podpiram sindikate v prizadevanjih za izboljšanje socialnega položaja prosvetnih delavcev, kot smo temu rekli včasih. Kot naslednji bo stališče do pomena vzgojno-izobraževalnega sistema v imenu Levice predstavil Luka Mesec. Stavkajoči in stavkajoče, tovarišice in tovariši, prijatelji. V Levici smo z vami. Podpiramo zahteve stavkajočih v javnem sektorju, ker je nedopustno, da imamo po 5 letih gospodarske rasti, ki je med največjimi v Evropi, še vedno varčevalne ukrepe in da se varčuje na vaših plačah. Druga stvar, ki jo želim povedati, je, da je absolutno nesprejemljivo, da kdorkoli v javnem sektorju, ki bi moral biti zgled, dela za plačo manjšo od minimalne. V tej točki se popolnoma strinjamo z vami in tudi sami predlagamo, naj nihče ne dela za manj kot 700 evrov mesečno. Tretja stvar, ki jo želim izraziti, pa je podpora vseh, ki delate v izobraževanju, pri prizadevanju, da se temu sektorju prizna ustrezno mesto v slovenski družbi. Izobraževanje ne sme biti nek drugorazreden poklic, ampak je ključ za prenos znanj na mlajšo generacijo in s tem za družbeno reprodukcijo. Je eden od najpomembnejših družbenih podsistemov in tako mesto mu tudi pripada. Upam, da je današnja stavka samo začetek, da gospodarska rast ne bo več koristila samo lastnikom kapitala, ampak da se bo začela prelivati v blaginjo za vse. V Levici smo z vami. V imenu Socialnih demokratov dr. Jernej Pikalo. Spoštovane in spoštovani, da bi Slovenija še naprej ohranjala svojo izjemno mesto, ki ga ima na lestvicah konkurenčnosti šolskega sistema, je v šolski poklic, je v učiteljski poklic treba pritegniti najboljše v vzgoji in izobraževanju. Zato je treba krepiti ugled učiteljskega poklica, predvsem pa seveda v učiteljski poklic privabiti najboljše iz srednjih šol ter univerz, zato da bomo še naprej lahko nadaljevali v smeri, ki smo si jo začrtali. Treba je dvigniti avtonomijo učitelja, zato mu zaupati, zato da bo lahko izpeljal vse tiste z učnimi načrti določene cilje. Treba je ohraniti normative in standarde, zato ker so osnova vsega in zato ker je to dobra osnova, da lahko še naprej gremo v smeri dobrega šolskega sistema. Predvsem pa je treba, kar se materialnega stanja učiteljev in učiteljic ter vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju tiče, zadeve postaviti tako, da bodo plače
zaposlenih primerljive z drugimi poklici v javnem sektorju, ter da bodo seveda odražale izjemno nalogo, ki jo izobraževalni sistem ima v gospodarskem in družbenem razvoju Republike Slovenije. V naslednjem videosporočilu prisluhnite stališču stranke Alenke Bratušek, ki ga predstavlja njena predsednica. Najprej hvala. Hvala, ker ste v tistih najtežjih časih, ko sem vodila vlado, pokazali, da ste odgovoren partner. Ko je bila država pred bankrotom, ko smo se borili za neodvisnost in blaginjo, ste to razumeli. Vsi ukrepi na področju plač so bili z vami usklajeni. V tistih najtežjih časih smo pokazali, kako se odgovorno vodi socialni dialog. Prepričana sem, da krivda za današnjo stavko ni vaša. Če je za nekatere, mora biti tudi za vas. Prav je, da ste prav vsi za odgovorno delo tudi ustrezno plačani. Hvala še enkrat za vse, kar smo skupaj dosegli, in gospodarska rast je v veliki meri tudi vaša. V imenu stranke Modernega centra še Saša Tabaković. Zdaj, toliko moramo biti korektni, da seveda povemo, da so se v določenem obdobju, v zadnjem obdobju zgodili pozitivni premiki, neki koraki, naj omenim samo napredovanje v plačni politiki, torej kar se tiče napredovanja po plačnih razredih, izboljšanje položaja za najbolj ranljive zaposlene v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, torej tako imenovano J skupino, kot tudi vse aktivne, tudi primerno financirane politike razvoja, profesionalnega razvoja strokovnih sodelavcev in tudi vseh učiteljev. Želim si, da bi bil osnovni signal današnje stavke ta, da je potrebno odgovore na vsa naslovljena vprašanja poiskati za skupno mizo, v dialogu, ki je ne samo spoštovan, ampak tudi kvalitetno in primerno udejanjen. Če želimo govoriti o dobrobiti otrok, staršev in vseh zaposlenih, je to dejansko potem odgovornost tako vlade kot tudi sindikalne strani. To pomeni, da je iskanje tega konsenza in rešitev obojestranska odgovornost. Pričakujem in želim si, da bi do tega soglasja prišlo v doglednem času in da bo to soglasje takšno, ki bo dobro za vse. Srečno. Ob meni je predsednica sindikalne konference osnovnih šol in za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, Jelka Horvat. Prihaja z Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje. Jelka, izvoli. Spoštovani, kot je bilo že rečeno, sem danes tu v imenu sindikalne konference osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. To konferenco smo na SVIZ-u oblikovali, ker se zavedamo, kako zelo pomembno je delo z osebami s posebnimi potrebami. Včasih so bile odrinjene na sam rob družbe. Danes jim kakovostne vzgojno-izobraževalne ustanove in zaposleni v njih dajemo dobro popotnico za življenje. Uspeli smo tudi doseči, da jim okolje vedno bolj na široko odpira svoja vrata. Mnogi sodijo, da je za delo v našem poklicu dovolj le veliko, široko srce in pa obilo dobre volje. Marsikdo ne pomisli, kako zelo naporno, težko in zelo odgovorno strokovno delo opravljamo. Po končanem univerzitetnem študiju nadaljujemo z izobraževanjem vso svojo delovno dobo. Da se lahko spoprimemo z različnimi, težkimi zagatami, ki jih srečujemo pri svojem delu, se moramo izobraževati vedno znova in kar naprej in izpopolnjevati svoje znanje.
Mnogi sprejemamo tudi druge vloge in druge naloge, kot je dajanje injekcij, odgovornost za medikamentozno terapijo, v želji, da bi se čim bolj približali našim učencem in jim tudi čim bolj pomagali, sodelujemo z fizioterapevti, s fizioterapevti, centri za socialno delo in še mnogo je tega. Ob vsem je zelo pomembno tudi delo starši, ki so pri delu s populacijo otrok, s katero delamo, zelo pomembni. Radi imamo svoje delo in z veseljem ga opravljamo. Ni nam težko storiti več in ostati dlje. Zato, ker nam vsak napredek naših učencev ogromno pomeni in nam prinaša zadovoljstvo. Prepričani smo, da svojim delom vplivamo na kvalitetnejše življenje naših otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami, kot tudi njihovih družin. In s tem boljšamo tudi celotno družbo. Vendar pa družbe ne moremo meriti zgolj po tem, kakšen odnos ima do najranljivejših skupin, med katere sodijo tudi osebe s posebnimi potrebami. Meriti jo je potrebno tudi po tem, kakšen odnos ima do nas, ki s temi osebami delamo. Slovenska družba bi morala glede tega nekaj korenito spremeniti. Danes ste že slišali, pa vendar trdno smo odločeni. Za svoje delo pričakujemo izobraževalke in izobraževalci, ki delamo v vrtcih, pa vse do fakultet, enako plačilo. Zahtevamo in pričakujemo enako plačilo, kot ga imajo uslužbenci in uslužbenke v drugih javnih službah na primerljivih delovnih mestih, na katerih je zahtevana enaka stopnja izobrazbe. Vladni pogajalci nam celo priznavajo to, da smo slabše plačeni, vendar pa ne naredijo nobenega koraka v smeri, da bi to popravili. In zato, spoštovani, smo se danes tukaj zbrali. Zato, da vladi Republike Slovenije jasno pokažemo, da smo za odpravo plačnih nesorazmerij pripravljeni poseči po skrajnih sredstvih, kot so stavka in množični shod. Naj sklenem z besedami iz zgodbe o Martinu Krpanu. Kaj ga bom s pogačo pital, če se s kom kregam? Katera ga bolj zaboli, tisto mu zabelim. Hvala lepa. Jelka, hvala. Pred mikrofon pa zdaj vabim dr. Danila Koržeta, predsednika Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti, zaposleni na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru. Danilo, izvoli. Hvala lepa, Jelka. Lep pozdrav vsem skupaj. Govorim v imenu zaposlenih na slovenskih 3 javnih univerzah in raziskovalnih inštitutih. Nekako simbolično smo zbrani ravno tukaj pred rektoratom Ljubljanske univerze. Tudi mi bi seveda radi bili primerljivi z ostalimi v javnem sektorju, z plačami, predvsem v našem primeru so to zdravniki specialisti. Že leta 2002 je bilo zapisano v aneksu kolektivni pogodbi za vzgojo in izobraževanje, da bi naj bile te plače v razmerju 1:1 med specialistom, začetnikom, zdravnikom in visokošolskim učiteljem, docentom. Pa je res tako? Ali smo res primerljivi? Bom za začetek povedal eno anekdoto. Moj prijatelj, zdravnik iz UKC-a, specialist, je pred leti začel za univerzo upravljati tudi klinične vaje za študente medicine. Dobil je pogodbo za 20% dopolnilno delo in ko pride mesec naokrog, me kliče pa vpraša: čuj, kaj vi na univerzi imate tedenske plače? Pa ga jaz malo debelo pogledam, pa vprašam, zakaj pa te to zanima?
pa pove, koliko je dobil, ne? Pa sem ga moral razočarati, to je plača za cel mesec pedagoškega dela, ne za en teden, ne? In te razmere so danes še slabše. Ocenjujemo, da zaostajamo za tem dogovorom za nekje 20 do 40% v višini plač. Lahko povem par številk. Plača univerzitetnega asistenta znaša 900 evrov neto, to je samo 200 evrov več kot minimalna plača. Plača univerzitetnega visokošolskega učitelja, docenta pa okrog 1400 evrov, kar tudi ni neka številka. Če upoštevate, da morate oba imeti habilitacijo, doktorat znanosti, kar je treba obnavljati vsakih 3 do 5 let. Kar se tiče teh habilitacij in nazivov, smo edini, poleg raziskovalcev v naši konferenci, ki imamo te nazive za določen čas, se pravi ne trajno, ampak za določen čas, 3 do 5 let, in če v tem času ne pridobiš novih vrhunskih raziskovalnih dosežkov, ostaneš brez službe. In to se redno dogaja. Vsako leto odpustimo na univerzi kar nekaj ljudi zaradi neizpolnjevanja habilitacijskih pogojev, ki so tudi vsako leto hujši, ostrejši. Pa ostalo. Vedno več imamo med študenti tudi študentov z posebnimi potrebami. To se pravi slepih, slabovidnih in z drugimi težavami. In ko predavaš v razredu za 120 študenti, od tega 5-6 posebnimi potrebami, en slep in en pes, verjamte mi, da so razmere težke. In potem se vprašaš, a smo se za to usposabljali? Nismo. Nismo za te posebne potrebe usposabljali, pač delodajalec reče, znajdi se in oddelaj. Vmes so tudi tujci, ki ne razumejo slovensko, tudi za njih se moraš znajti, jih prilagoditi program v tem razredu. In na koncu, za te oteževalne okoliščine seveda nismo nikakor dodatno nagrajeni. Kljub vsem tem težavam dosegamo pedagoški in raziskovalni delavci, študenti in diplomanti številne mednarodne uspehe in smo po rezultatih pogosto v samem vrhu v Evropi in tudi v svetu. Vsekakor pa primerljivi z državami, ki za visoko šolstvo in znanost namenjajo večkratnik slovenskih sredstev. Če še gremo malo na raziskovalno dejavnost, dejstvo je, da so se državna proračunska sredstva za raziskovalno dejavnost v času krize v Sloveniji skrčila za neverjetnih 30%. V nobeni od evropskih držav toliko. Trend se je sicer letos nekoliko ustavil, a z 0,4% BDP, kolikor je vlada v letu 2016 namenila za to dejavnost, smo še vedno na repu Evrope. Zato od ministrice dr. Maje Makovec Brenčič pričakujemo, da bo novi zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti sprejet še v tem mandatu in da bo zagotovil stabilno in višje financiranje ter avtonomijo raziskovalnega dela. Na koncu zahtevamo, da se plače izobraževalcev in izobraževalk na celotni vertikali primerljive s plačami zaposlenih v drugih primerljivih poklicih v javnem sektorju. Zahtevamo višji državni proračun za izobraževanje in znanost. Danilo, hvala in pred sklepom
sklepnim delom protestnega shoda bo spregovorila Marjana Kolar, predsednica sindikalne konference predšolske vzgoje. Prihaja iz vrtcev občine Moravske Toplice. En lep dober dan vsem skupaj. Še sonce nas je danes pozdravilo. Izjemen odstotek zaposlenih v slovenskih vrtcih se je izrekel za današnjo stavko. Kar 95% nas je bilo. Ta podatek sam zase govori, da nismo zadovoljni s plačilom, ki ga dobimo za opravljeno delo, da si zaslužimo več, ker delamo dobro, ker delamo vestno in odgovorno. Ne sprašujemo se za manj, zakaj je vzgojno-izobraževalno delo vredno manj, zakaj le bi bilo delo v vrtcih vredno manj kot tisto v poklicih, ki so primerljivi po stopnji izobrazbe in zahtevnosti dela. Nikoli ne pozabimo, da delamo z najbolj občutljivo populacijo, da to niso le smrkavi noski, da to ni samo previjanje, da to ni zgolj igra, temveč so to skrbno načrtovane dejavnosti, ki potekajo skozi igro. Za vsako dejavnost posebej moramo pripraviti načrt in ga ponuditi otrokom na zanimiv način, da sami raziskujejo in iščejo rešitve. In otroci rešitve tudi najdejo. Morda bi lahko bili za vzgled našim odločevalcem o plačah. Priznavajo nam, da delamo dobro, a lepe besede niso dovolj. V oddelku sta po 2 strokovni delavki, ki prevzameta vsaka svojo vlogo in se dopolnjujeta. Vsak dan z nasmehom in dobro voljo ponudita otrokom paleto različnih dejavnosti. Vedno več imamo nalog, projektov, obveznosti. Zakaj že vse to dodatno delo prevzamemo? Zato, ker v vrtcu vse zmoremo? Ker vodstvo tako prepričljivo predstavi pomembnost projekta in dodatnih dejavnosti, da besede ne sploh več ne obstaja. Res zmoremo veliko, a oblast nam sporoča, da vzgoja in izobraževanja nista pomembna. Pa vendar se prav nasprotno pokaže že v vrtcu. Mednarodne raziskave potrjujejo visoko raven kakovosti naše predšolske vzgoje in s tem se predstavniki vlade radi pohvalijo doma in tudi zunaj naše države. Sprašujem se, ali res želimo delati vse več za manj plačila. To želimo? Ne želimo. Želimo pošteno plačilo za pošteno delo, ki ga opravimo vsak dan z vso odgovornostjo in predanostjo našemu poklicu. Danes je prvi stavkovni dan. Če nas ne bodo slišali tokrat, nas bodo naslednjič. Zagotovo bo prišel dan, ko nas ne bodo mogli več preslišati. Zato stopimo skupaj vsi, izobraževalke in izobraževalci od vrtcev do univerz in pokažimo, da je svet brez prave vzgoje in izobrazbe reven svet. Naša Slovenija naj ne bo del tega revnega sveta, ampak bogata z znanjem in zadovoljnimi zaposlenimi na vsej vertikali vzgoje in izobraževanja. Marjana, hvala. Pred nami je
Pred nami je sklepni del protestnega shoda. Sporočilo vladi Republike Slovenije bo zdaj v imenu izobraževalk in izobraževalcev ter vseh drugih, ki smo se danes zbrali tukaj, predal glavni tajnik SVIZ-a Branimir Štrukelj. Dela, ja. Lepo pozdravljene, spoštovane kolegice in kolegi. Do Dubaja se vas sliši, za Pjongčang bomo pa še malo vadili. Slišijo pa nas danes tudi naši kolegi in kolegice na Nizozemskem, ki ravno tako danes stavkajo. 95% šol osnovnih kot pri nas je zaprtih. Zaprtih! Pozdrav seveda glavnemu strokovnemu odboru, ki je prevzel nase odgovorno nalogo vodenja največje, najobsežnejše stavke v vzgoji in izobraževanju, ki smo jo imeli. In pozdrav seveda moji kolegici Kristini Blauer, predsednici ETUCI. Zahvaljujem se tudi staršem, ki so danes v veliki večini poskrbeli za svoje otroke. V slovenskih šolah in vrtcih je danes manj kot 4000 otrok, kar pomeni, da so v glavnem vsaj doma. Hkrati opravičilo, ker smo izčrpali pred tem vse možnosti, da bi se za pogajalsko mizo dogovorili z vlado, pa to ni uspelo. Vlada nas je v stavko dobesedno potisnila. Teh 20.000, spoštovane kolegice in kolegi, ki se nas je danes zbralo tukaj zaradi enega samega razloga. Nasprotujemo razvrednotenju vzgoje in izobraževanja v tej državi, ki se sistematično poglablja od leta 2012 naprej. In ko nasprotujemo razvrednotenju pomena vzgoje in izobraževanja v naši državi, hkrati branimo pravico vseh do kakovostnega javnega izobraževanja, ki ga brez dobrega vrednotenja izobraževalnega dela ni. In nekateri starši, razumem jih, so danes nezadovoljni in nas kritizirajo, pa vendar tudi njim v razmislek. Ali je vseeno, kakšno kakovost bojo njihovi otroci dobili od vrtcev do univerz pri izobraževanju. Če vzgoje izobraževanja v tej državi ne bomo spoštljivo vrednotili, bo kakovost izobraževanja v tej državi padla in to se bo poznalo vsem in vsem sistemom v tej državi.
Upam, da ni nobenega dvoma o tem, kdo ima največje zasluge za to, da je v Sloveniji po vseh mednarodnih evalvacijah znanja, od otrok v vrtcih do univerze, kakovost izobraževanja nadpovprečna, če primerjamo evropske države. To ste vi, spoštovane kolegice in kolegi. Mi, vsi skupaj, brez pretiravanja, delamo dobro, celo zelo dobro, kot pravijo mednarodne primerjave. Država pa našega dela ne ceni, nas plačuje slabo in manj kot druge. Štirideset tisoč izobraževalk in izobraževalcev od vrtcev do univerz danes ni v stavki zato, ker bi od države pričakovali, da nas plačuje več in bolje kot druge. V stavki smo zato, ker nas plačuje slabše. Ne zahtevamo zase nič posebnega, ne želimo si nobenih privilegijev, ampak dajte za našo delo enako plačilo, kot pravi zakon. V vašem imenu, spoštovane kolegice in kolegi, že mesece naslavljamo na predsednika vlade gospoda Cerarja in na ministra, ki je daleč, gospoda Koprivnikarja, preprosto in enostavno vprašanje. Povejte nama, zakaj je vzgojno-izobraževalno delo vredno manj? In predsedniku vlade pomagamo kot dobri izobraževalci s podvprašanji. Ali je manj zahtevno? Ali je manj odgovorno? Ali je manj stresno? Ali je morda za prihodnost naših državljanov in državljank manj pomembno? In nismo si v mesecih zaslužili odgovora, ki bi bil vreden tega imena. Naš odgovor, kaj mi menimo o tem ignorantskem odnosu slovenske oblasti do izobraževalk in izobraževalcev, je danes dobesedno viden iz letala. Ali je nabito poln kongresni trg dovolj jasno sporočilo, da za temi stališči ne stoji ozko vodstvo sindikata, sindikalni zaupniki, ampak ogromna večina vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. In predno se odločimo k negativni oceni Vlade Republike Slovenije, bomo z dopolnilnimi vprašanji še enkrat preverili, ali se ne motimo, vendar smo zelo blizu tej odločitvi. Zakaj?
Zakaj je vzgojno-izobraževalno delo za 500 evrov manj vredno kot delo drugih z enako izobrazbo v drugih delih javnega sektorja? Povejte nam, če imamo baje enoten plačni sistem, kako je mogoče, da se povprečna plača v vzgoji in izobraževanju v zadnjih 4 letih, kolegice in kolegi, giblje 2-krat ali celo 3-krat počasneje kot v drugih delih javnega sektorja? Zakaj? Zakaj se karierna napredovanja vseh strokovnih delavk in delavcev v vzgoji in izobraževanju končajo globoko pod plačnimi razredi v drugih delih pri enaki izobrazbi? In razredništvo, zahtevno, odgovorno, stresno, skrajno občutljivo delo, ki ga država plača z 1,8 evra na mesec. Ali se gospem in gospodom v vladi sanja, kako zahtevno je to delo? Osemnajst, 19 let izobraževanja, diploma druge stopnje univerze z nazivom magister in potem še strokovni izpit in prva plača 920 evrov. In nekateri nam očitajo, kolegice in kolegi, da se zavzemamo za ozke elitne skupine. A je 920 evrov znak elite? A je 700 evrov za pomočnice vzgojiteljev elita? In o profesorjih in profesoricah na univerzi. Kako je mogoče, da je njihovo delo bistveno manj vredno od dela bivših študentov, ki so postali zdravniki, oni pa so jih naučili in sposobili za to sicer strokovno, zahtevno in odgovorno delo. To delo ni ustrezno plačano niti na univerzi. In naj povem zelo jasno, kolegice in kolegi, ne pristajamo več, da je delo v vzgoji in izobraževanju 47 000 izobraževalk in izobraževalcev od vrtcev do univerz manj vredno zgolj zato, ker nas je veliko in ker se da na nas veliko privarčevati. Ne pristajamo več na to, da je delo v vzgoji in izobraževanju manj vredno, ker ga veliko večino, natančno, učinkovito, odgovorno opravite vi, kolegice ženske. Ne mi pripovedovati pravljic o tem, da je delo v Sloveniji med moškimi in ženskami enako plačano, dokler je tam, kjer prevladujete ženske, očitno, da je manj vredno.
spoštujemo in cenimo delo vseh naših kolegov in kolegic v javnem sektorju in podprli smo stavko 24. januarja za izboljšanje plač, povsem brez rezerve. Vendar moram hkrati tudi naravnost povedati. Taka razmerja, kot so zdaj v javnem sektorju, ki gredo zadnja 4 leta izrazito na račun slabšanja položaja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ne morejo ostati taka, kot so. In te zaostanke je treba popraviti takoj. Vsem je jasno, spoštovane kolegice in kolegi, da kakovostno javno izobraževanje ne more biti poceni in seveda ni poceni. In tudi zaostanki, ki smo jih pridelali v zadnjih 4 letih, izobraževalke in izobraževalci od vrtcev do univerz, ne bo poceni. Vendar, ali ni oblasti, političnemu razredu, ali jim je res tako težko razumeti, da je slabo izobraževanje še bistveno dražje. Da so neustrezno financirani javni vrtci, javne šole, javne univerze najdražje, ker negativno to učinkuje na celotno družbo. Če dovolite, predno povem bistveno še 2 majčkini stvari. Ena je polemika z ministrom Koprivnikarjem. Danes zjutraj je v poročilih na radio užalil ponovno zaposlene v vzgoji in izobraževanju, ko je trdil, da naše delo ni primerljivo z delom uradnikov. Mi cenimo delo naših kolegic in kolegov v državni upravi. Sam od blizu opazujem to in včasih se jim dela velika krivica, ko jim očitamo, da ne delajo nič pametnega. To delo je zahtevno. Vendar zakaj je treba žaliti druge? Minister Koprivnikar nam je očital, da pred volitvami izsiljujemo višje plače za stavko. To je strel v sicer že načeta kolena vlade. Zakaj? Prvič, stavka ni izsiljevanje, stavka je ustavna pravica in do nje jo bomo uporabili, kadar bo to potrebno. In drugič, zadnja 3 leta od naše peticije, natančno pred 3 leti, februarja 2015, ki jo je podpisalo več kot 39 tisoč državljank in državljanov, mnogi med podpisniki ste z nami, se stvari ne izboljšujejo. Takrat smo upozorili predsednika vlade, da je kakovostno javno izobraževanje in raziskovalna dejavnost, morali bi dodati tudi kulturo že takrat, kot vidimo, kaj se ji dogaja, da je neumno, da se najbolj varčuje na področjih, ki pomenijo refleksijo družbe in napredek. To je izobraževanje, znanost in kultura. In od takrat, spoštovane kolegice, od takrat se stvari samo še poslabšujejo. In
če ni bilo dovolj, da smo jih prepričevali, da smo pred letom dni zahtevali in zavrnili njihovo ignoranco do našega dela, kaj nam je ostalo drugega kot stavka? Pripišite si jo na svoj naslov, gospodje in gospe iz vlade. Pred koncem le še o minimalni plači naših kolegih in kolegicah, ki prejemajo minimalno plačo. Absolutno smo podpirali in podpiramo zvišanje minimalne plače. Tudi ta, ki je bila zdaj zvišana, ni dovolj. Vendar bomo hkrati absolutno nasprotovali temu, da želi vlada letos v času največje gospodarske rasti, izjemno visokih dobičkov lastnikov kapitala, polnega proračuna, ki poka po šivih, kolegom, našim čistilkam plačati najnižji možni regres. To je krivično, to ni prav in to ni pravično. Ne mislimo, da je s tem mogoče rešiti stvari, vendar vztrajamo, da država v času tako ugodnih gospodarskih razmer ne more tem ljudem, našim kolegom, odmeriti najnižjega možnega regresa. 1200 evrov hočemo za vse v javnem sektorju, ki imajo minimalno plačo. In za konec, spoštovane kolegice in kolegi, na tem res izjemno velikem, največjem zboru izobraževalk in izobraževalcev, ki ga podpirajo tudi naši kolegi in kolegice iz skupine J, so sporočili prejle. Naj jasno povem vladi Republike Slovenije in predsedniku vlade gospodu Miru Cerarju. Če vlada Republike Slovenije v naslednjih 3 tednih na pogajanjih ne bo pripravljena odpraviti zaostankov pri vrednotenju vzgojno-izobraževalnega dela od vrtcev do univerz. Če ne bo pripravljena pošteno ovrednotiti razredniškega dela s posebnim delovnim mestom, če ne bo pristala na 1200 evrov regresa za vse naše kolegice in kolege z minimalno plačo, bo 14. marca ponovno splošna stavka v vzgoji in izobraževanju. Stavka se bo od takrat naprej zgolj še stopnjevala. Mi žrtve napačne, zgrešene plačne politike te vlade ne bomo in ne pristanemo na vlogo žrtve. Dolgo časa ste preizkušali naše potrpljenje. Zdaj ga je konec. Ne bomo sedeli po kotih in se smilili samemu sebi. Borili se bomo. Ustrajali bomo in dosegli tisto, kar je prav, ker so argumenti na naši strani. Ogromno nas je, kolegice in kolegi. Škoda bi bilo zamuditi, da preverimo, kakšno je vaše razpoloženje
glede na to, da je glavni stavkovni odbor danes odločil, da se bo stavka silovito nadaljevala 14. marca in potem stopnjevala do konca šolskega leta, če bo potrebno, če na vladni strani ne bo nobenega razumevanja. Zato vam predlagam, da vsi skupaj preizkusimo, koliko smo odločni, da to storimo. Ko vas bom vprašal, kdo je za nadaljevanje stavke 14. marca, boste počasi stisnili levo ali morda tudi desno roko v pest, jo visoko dvignili nad seboj in 3-krat vzkliknili mi. Torej, sprašujem vas, kdo je za nadaljevanje stavke, ki bo 14. marca, če nas vlada ne bo poslušala? Mi! Hvala! Spoštovani udeleženci in udeleženke protestnega shoda, če vas danes tisti, ki bi vas morali videti, niso, so vas zagotovo slišali. Hvala vam za prihod, hvala vam za podporo. Iskrena hvala tudi vsem drugim stavkajočim, ki so ostali v vrtcih in šolah. Danes, 14. februarja, smo izpisali novo stran v zgodovini šolstva Slovenije. Ob začetku današnje stavke v vzgoji in izobraževanju smo bili vsi skupaj del največjega protestnega shoda v dejavnostih v času obstoja Slovenije. Preden se razidemo, pa iskrena hvala redarkam in redarjem, mestnega redarstva, policistkam in policistom, voznicam in voznikom mestnega prometa, ki danes skrbijo za nemoten, miren in varen potek shoda. Prosim vas za miren razhod in vam želim varno pot domov. S tem je današnji shod končan.